Lepo pozdravljeni, drage gledalke in cenjeni gledalci. 1. decembra obeležujemo Svetovni dan boja proti AIDS-u. Slovenija k sreči spada med tiste države z nizkim deležem okuženih prebivalcev z virusom HIV. Drugačna pa je zgodba v nekaterih afriških državah. O tem nam bo več povedal jezuit in dolgoletni misionar v Zambiji in Malaviju, pater Stanko Rozman. Lepo pozdravljeni, pater Stanko. Hvala lepa. S rahlimi presledki ste že od leta 1968 prisotni kot misionar na afriških tleh, in sicer v Zambiji in Malaviju. Kako vas je ta življenjska zgodba oblikovala kot človeka, kot misionarja, kot duhovnika? Ko sem odhajal v misijone, sem šel zavedno. In nisem mislil, da se bom kaj dosti vračal, razen da bom prišel na počitnice. In tako da je Slovenija ostala kot nekako nahrbtnik, ki sem ga nosil dol. Sedaj, ko sem se pa vrnil, pa nosim Afriko kot v nahrbtniku. Pa je ta nahrbtnik težak? Tako težak, da ga sam ne bi mogel nositi, ne. Zato imam pa pomoč, a ne. Tako, marsikaj mi pomaga, da ne da pozabim tisto, kar sem doživel, ampak da ovrednotim in da mi to pomaga k nadaljevanju mojega življenja, a ne. Vse, kar doživimo, je bogastvo za prihodnost. In tam so vse skupaj nekako postajajo naše korenine. Ko gledamo nazaj in vrednotimo svoje življenje, najbrž ste ga tudi vi ob letošnji priložnosti, ko ste obeležili 80 let, no, če lahko povemo našim gledalcem, ki nas spremljajo. Ko se ozrete na to življenjsko prehojeno pot, trenutno pravite, da ste v Sloveniji, pa imate še željo se vrniti. Dejali ste prej, da ste, ko ste se podajali na misijonsko pot, želeli tja iti zavedno. Kako je zdaj s to željo? Zdaj sem pa že povedal, da afriški nahrbtnik nosim. In če imam nahrbtnik, to pomeni, da sem na potovanju. In najbrž ga ne bom nazaj nesel. Zato, ker me je prav en mesec po mojem prihodu leta 2020 me je zgrabila bolezen COVID in to zelo resno. Tako da me je skoraj ohromila, ampak ne pa čisto tla pripravila. Malo spomin mi je pešal, potem tudi oslabelost, nobene prave volje za delo, koncentrirati se nisem mogel. In potem sem že pa pljučnico dobil, pa sem rekel, no, to je pa znak, da ne bi šel nazaj. Sicer jaz sem dobil poklic tako duhovniški kot tudi misijonski po Mariji. Sem na Brezje šel vprašati, kam naj grem. In zdaj, ko sem se vrnil, sem rekel, ko so me spraševali, boš še šel nazaj, sem rekel, moram iti prej na Brezje pa Marijo vprašati, ali naj se vrnem ali ne. No, Marija govori tako kot duhovne osebe, svojim jezikom, tudi Bog tako govori, ima svojo govorico, ki jo je težko zaznati, ampak če je človek pazljiv, potem pa mu pa postane jasno, kaj oni hočejo, ki nas z ljubeznijo gledajo. No, in ti dogodki so potem nakazali, in ko sem šel na Brezje, se je Marija kar strinjala, pa da ne bi šel nazaj za stalno. Ampak da bom to torbo nosil še v Afriko, še v Sloveniji, bom pričal o misijonih in da bom tudi nekako malo molil za cerkev v Sloveniji, poseben, da bi bila misijonska. Ja, iz Slovenije, vemo, je šlo kar veliko misionarjev in precej vas je delovala na afriških tleh. Tako v Zambiji nas je bilo na 12, 8 jezuitov, pa dva frančiškana, med njimi pater
Miha Drevenšek. Ja. S katerim ste najbrž prišla večkrat v stik. Ja, sva sodelovala in se pomagala in navdihovala. Ja, torej primarno delo v Zambiji in v Malaviju, kot pravite, in prej ste omenjali koronavirus. Je pa še en virus, ki je močno razširjen na afriških tleh, sploh v državah, kjer ste vi delovali, torej v Zambiji in v Malaviju. Kar dobršen del prebivalstva je okužen z virusom HIV. Kako velik javnozdravstveni problem, težavo predstavlja virus HIV v Zambiji in Malaviju, kjer ste prav vi zaradi tega zagnali en poseben program PAO? Ja. Torej, ko sem prišel v župnijo Mumba, sem študiral oziroma razmišljal, kaj bi naredil za župnijo, ki je velika, torej po površini kot Slovenija, in kako bi organiziral pastoralno delo in česa bi se lotil. In že takrat torej me je pretresla novica oziroma ta obvestilo ljudi, da je veliko ljudi bolnih za spolnimi boleznimi. Sifilis je razsajal v Zambiji, nalezli so se ga vojaki, ki so bili po svetovnih bojiščih, ga prinesli domov in eno pleme je skoraj izginilo. To je bilo pa Ila. In na tem področju tudi živi večina ljudi, plemena Ila živi v Nangomi in okoli Nangome. No in potem je pa Rod Hudson je v Ameriki izjavil, jaz sem pa bolan za AIDS-om. No in takrat se je pa mnogo glasnikov oglasilo tudi v Zambiji. Takrat sem bil v Zambiji in je naletelo na negodovanje oziroma nasprotovanje pri vladi. Predsednik je rekel, AIDS-a ni pri nas. No, potem je pa njegov sin zbolel za AIDS-om in umrl, pa je rekel, AIDS je. AIDS je, ja. Ja, in potem je tudi AIDS ni bil več tabu, ampak bolezen oziroma ta pandemija, s katero se je treba soočiti. In glede na površino župnije, sem rekel, če ne bom ustanovil nekih centrov, ki jih bomo redno obiskovali, potem pastoralno ne bomo mogli delovati. Najbolj bomo pa prišli blizu ljudi, s tem, da jim pomagamo v zdravstvenem pogledu. To pomeni, da delamo z bolniki, ki imajo AIDS, in za njih. In v Nangomi sem potem ustanovil ta program PAO, to je Patients and Orphans. Program se je zelo hitro prijel in torej bolnike smo z bolnišnice, ki smo jo delali in potem dogradili, smo šli po vaseh, ampak ne sistematsko, občasno. Kajti za tak program, katerega sem potem začel, so potrebna sredstva in so zdravila, torej zdravila in hrana, pa tudi osebje. A ne? Torej, ta program PAO je večplasten. Pomagate tako pacientom, ki obolijo za virusom HIV, pomagate pa tudi otrokom, ki ostanejo brez staršev. Takrat od začetka, ko ni bilo še te antivirus zdravila, torej zdravila, ki upočasni širitev in napredka bolezni, so ljudje umirali kot muhe. Kajti v Zambiji
je bilo tretjina ljudi okuženih. To je neverjetno, neverjetno procent, nisem mogel verjeti. To pomeni, vsak tretji Zambijec je okužen. In to je bilo res. Zdaj s zdravili se je ta proces bolezni, napredovanje bolezni upočasnil, je pa še vedno navzoče. Še zmeraj tretjina je okuženih, ampak zdaj imajo pa zdravilo in se v tistem mojem času, ko sem razmišljal, kako bi jim pomagal, je bilo stanje obupno in program, da bi se jim pomaga tako v mestih kot po vaseh, nujen. Zdaj pa ni več tako hudo nujen, ne? Zato ker zdravili, ki jih dobivajo zastonj, čeprav ena doza košta 2000, mislim za en mesec $2000, dobijo zastonj in svet to zdaj financira. Ker s tem, da se pomaga bolnikom v Afriki, v Zambiji in Malaviju, kjer sem bil pa vseh drugih, Južni Afriki, Zimbabve, s tem se potem tudi zmanjša možnost prenešanja okužbe v Evropo in v Ameriko, pa v Azijo. Tako da je to zainteresiran cel svet, da se ta bolezen zaustavi in izkorenini. Se pa še ni, še napreduje, ampak nekako je, kakor da se je potuhnila. Se pravi, je klinik je spodaj. Morda se pa tule navežem še, kako pa otroci doživljajo recimo te stiske, ko ostanejo na eni strani brez staršev, po drugi strani so pa tudi sami lahko okuženi z virusom. 10% otrok je sirot. To pomeni, so potomci, otroci bolnih staršev. Zdaj, ali je eden umrl, ali pa oba. In tam smo poskušali, sem si rekel, ne moramo pomagati vsem, dajmo pomagati nekaterim. In smo z laiškimi misionarji v Nangomi začeli program pomoči šolarjem, ki so jim starši umrli, torej sirotam. Smo jih imeli od začetka 20, potem je pa prišel Miha Drevenšek na obisk, pa smo mu to povedali, pravi, to je pa fajn program. To je pa fajn program. Jaz bi ga tudi začel, ampak jaz bi pa potem še misijonsko pisarno vprašal, če bi prišli na pomoč. In on je to naredil in pomoč se je našla v programu botrstva. In tako da je on, torej v nekaj letih je program narastel in da je imel okoli 1000 sirot. Jaz sem prišel v Malaviju do 500. Se pravi, 500 otrok za 500 otrok naenkrat, da pomagajo. In to je misijonska pisarna in botri iz Slovenije so to financirali. Predvsem iz Slovenije, čeprav smo imeli dobrotnike tudi z drugih dežela. Rekli ste, dejali ste, da se je AIDS nekoliko potuhnil sedaj, ne, v tem obdobju, v tem času, pa vendar, pa se je, ali ste opazili, preden ste odšli nazaj v Slovenijo, da se je ta zavest pri ljudeh morda pa vendarle nekako ukrepila, da vedo, kako se ta bolezen prenaša in kako jo lahko preprečijo. Se Afričani tega zavedajo? Torej, Afričani so hvaležni za zdravila, reakcije so pa različne. Vsi so veseli, da je zdravilo tu. Zdaj pa eni pa pravijo, ja, če pa se zdravimo, pa ni važno, gremo pa še naprej ženskart in hoditi z drugimi, tudi obolelimi, se nam tako ne bo nič, ker imamo zdravila. No, in to je negativen pogled. Tisti pa, ki se zavedajo, kaj ta bolezen je in se varujejo, da ne prenašajo bolezni, ker če nekdo zdravila jemlje, še vedno prenaša bolezen.
Je pa zelo pomaga, tako da je se malo upočasnilo, ampak je še vedno je, kaj ne, najbrž več obolelih, kot pa kažejo recimo uradni podatki ali uradne statistike. Torej, uradne statistike so takšne, da se naslanjajo oziroma odvisne od testiranja. Testiranje se pa ne vrši povsod. Mogoče tretjina ljudi, da je testirano. Seveda, in potem ni pravih podatkov. To je moj podatkov. podatek, ki ni nujno, da je zanesljiv, ampak tako je ugibanje. Pater Stanko Rozman, pa če zaključimo malo bolj veselem tonu, veselem sporočilom. Lani ste ob neki priložnosti dejali tudi za družino ob 30-letnici samostojnosti, da v Afriki kljub vsem tegobam, kljub vsem izzivom, ki pestijo ljudi, pa vendarle so tam nasmejani obrazi. Da v Sloveniji pa vidite malo nasmejanih obrazov, ko se sprehajate po ulicah. Kako bi vi nagovorili svoje rojake, da bi bilo več te nasmejanosti, sploh v tem adventno-božičnem času? Ja, veste, to je pa takole. V Afriki je revščina, imajo pa veliko otrok. 6 otrok na družino. In tudi, če jih 40% umrje, do 4. leta bo prebivalstvo naraščalo. In ti otroci, so otroci večinoma revnih staršev, oni so veseli vsakega daru. Oni so veseli z narejeno žoge. In jo brcajo in se podijo in se smejijo in jih je veliko. In obiskovalci predvsem pa sprejmejo z nasmehom. To je pa že tako avtomatsko. Smeh je v njihovi naravi. Znotraj so pa lahko tudi zaskrbljeni. V Sloveniji so pa na zunaj niso veseli, znotraj pa mogoče so pa le srečni, veseli. Kajti grejo za cilji, ki so največkrat materialne narave, in če uspejo, so veseli. Zdaj, človek bi želel tudi, da se bi razveselili duhovnih teh dosežkov. Teh je mogoče malo manj, zato se pa tudi smeh na obrazih tako hitro ne pojavi. Pater Stanko Rozman, res hvala lepa za te vaše misli, za te iskrive odgovore. Tudi vam se je zdaj proti koncu prikradel smeh, tako kot meni. Se vam najlepše zahvaljujem za vaš čas. Želim obilo blagoslova in še trdnega zdravja, da bi še uspeli v Afriki pogledati, kako napredujejo tudi sadovi vašega dela, ki ste jih začeli. Ja, no, še to povem, ko sem COVID imel, pa sem bil 3 tedne v umetni komi. In se mi je marsikaj dogajalo. Med drugim sem prišel pred nebeška vrata. In je bilo tako lepo. Tako se, kakor da bi se, zdaj sem pa na ta prav kraj prišel. Nisem jih imenoval nebesa, ampak sem se mislil, jaz sem pa s torbo grehov prišel, nobenega očitka. Lep sprejem. In pa sem zaslišal glas, pojdi naprej. Sem bil obrnjen proti vratom. Grem naprej, pa me prime roka za desen komolc in me počasi obrača. Pravi, no, kar pojdi naprej. Kar korajžno naprej. In sem bil obrnjen za 180 stopinj. No, sedaj pa kar naprej. Kar naprej. In tako sem se znašel v bolnišnici. In tako ste prišli nazaj v zemeljsko življenje. Drugače pa bi kar gor ostal rad. Mogoče potem sem se pa vprašal, kaj bi jaz moral še narediti tu, da nisem bil vreden sprejema v nebesih po tem postopku. In sem študiral in tako ne. In nisem mogel najti. Pa sem pa šel v Kamnik spovedovati. Pa so mi pa rekli, vidite, zato vas je Bog zad pustil, da boste lahko še nekaj ljudi spovedal. Ja, še nekaj časa boste zagotovo med nami. Pa še kakšno mašo. Ja.
Imate še nedokončana dela, očitno. Ja? Ampak to je pa ni čisto odkrito, kaj. Mogoče je tudi tale intervju del tega zakaj. Najbrž da. Odgovor na zakaj. Hvala lepa še enkrat, pater Stanko Rozman, in vse dobro želim. Hvala lepa, ja. Pa srečen adventni čas in pa seveda veselo, blagoslovljeno praznovanje Božiča. Tako. Hvala lepa tudi vam, gledalke in gledalci, ker ste naju spremljali, in lep pozdrav.